Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Večer uživa. Pogovarjali se bomo o zavesti, temelju, ki nas kot posameznika, pa tudi kot družbo vodi navzgor, k osvobajanju in razcvetu. Lahko je tako. Lahko je pa ravno obratno, če zavestno torej ne delamo na tovrstnem razvoju in širjenju in lahko nekako pristanemo ali nas potegne v neke temnejše odtenke življenja. Zakaj je torej prav, da odpiramo svoj in s tem izkoriščamo njegov izjemni potencial za ustvarjanje radostnega, takega veselega, svetlega bivanja? In zakaj je prav, da se torej učimo upravljati s svojim notranjim svetom in kako to storiti? Takole po odgovore se bomo obrnili k avtorju knjige Razvoj zavesti. To je tale knjiga, zelo obsežna in je znanstveno utemeljena ter opisuje družbeno-zgodovinski proces osvobajanja človeštva. Dobrodošel torej sociolog David Cigoj. Živjo, dobrodošli. Dan. Kako ste? Ja, super, ne? Upam, da se tudi vi tako. Tudi? Zdaj bom še boljš, ker je tema tudi fina. Aha, no, veseli. Knjiga res je zelo obsežna in rekla sem, da je zelo znanstveno utemeljena in je plod vašega raziskovanja, osebnih izkušenj, nastajala je 3 leta in pol, ne? Ja. En poseben moment, ko sem raziskovala o vas, ki je bil ključen tudi za nastanek te knjige, je bilo nek poseben uvid, ki ste ga doživeli na svojem potovanju v Angliji. Kaj se je zgodilo? No ja, ne povem tako, ne, torej, da ta knjiga je rezultat nekako skoraj mojega vseživljenjskega opazovanja ljudi. Ne. Naj nekako poslušalcem oziroma gledalcem povem, oziroma naj jih nekako spomnim, ne, da smo mi Slovenci locirani tukaj nekje v sredini Evrope, kjer smo obdani z izjemno zanimivimi sosedi, ne, pa tudi ostalimi narodi. Ne. Torej, recimo Italijani, Avstrijci, Mađari, pa potem imamo nekako jezikovni dostop do bolj ali manj vseh južnoslovanskih oziroma jugoslovanskih narodov. In to nam daje neko izjemno možnost opazovanja teh ljudi, ne, in primerjanja. Torej, to so te neke medkulturna opazovanja, ne, recimo temu. Torej, vsakdo od nas v bistvu malce razmišlja o teh stvareh, ne, kakšni so Hrvati, kakšni so Italijani, kakšni so Srbi in tako dalje, ne. To skozi malce meljemo, ne, mi v glavah. No, jaz sem pa prišel do točke, ko sem nekje 20 let nazaj napisal za Delovo sobotno prilogo članek o Italijanih. 2 leti pozneje sem napisal tudi članek o Nemcih, namreč potem, ko sem imel to neko leto in pol dolgo, recimo kariero pisca oziroma novinarja za Delovo sobotno prilogo, sem dobil službo kot turistični vodnik, ne, pri kateri sem potoval po vsej Evropi. In ko sem nekoč bil v Nemčiji, v enem kraju blizu Frankfurta, sem šel malce na sprehod in v bistvu takrat nisem vedel, da tisti sosednji kraj, kjer sem jaz bil, ne, in kjer sem šel takrat na sprehod, Bad Homburg, je v bistvu nekako Beverly Hills zelo itak bogatega finančnega centra Evrope Frankfurta in tam je dosti bogatih ljudi, lepih hiš in tako dalje. Mene me je to nekako navdahnilo, ne. In potem je prišlo do trenutka, ko sem dobil nek uvid. In na osnovi tistega uvida sem potem kar tekel v svojo hotelsko sobo in napisal 32 točk in na osnovi tistih točk sem napisal potem članek o Nemcih. No, ampak zdaj ste vi mene vprašala, kako je nastala tale knjiga, ne? No, potem sem pa recimo do sedaj nekje 18 let delal kot turistični vodnik, nekako v glavnem za tuja podjetja, ne? Torej, jaz sem vodil v veliki meri Angleže po Evropi, pa tudi v Indijo, na Kitajsko in še v nekaj drugih držav. Potem pa tudi Američane, Kanadčane in vse angleško govoreče ljudi, recimo tudi po Evropi, ne. Torej, jaz sem bil neprestano v tem nekem medkulturnem okolju in vse veste, nekako, ko si s temi drugimi ljudmi, ti skozi nekje, vsaj meni, no, v ozadju možganov dela nek programček in ko razmišljam, kako se ti ljudje obnašajo, ne, kakšni so, ne.
In tako skozi čas se nam v možganih akumulira neka ogromna količina informacij, ogromna količina nekih izkušenj. In potem pa, ko sem prišel v obratno situacijo, ko sem šel enkrat Slovenci na Irsko in skozi Anglijo, se mi je blizu Stonehengea zgodil dogodek, ki na nek način ni bil nič posebnega. Mogoče ga skoraj ne bi niti opazil. Ampak lepo sem sedel na avtobusu, na sprednjem vodniškem sedežu in nekako utrl se me nek plas misli in to je bil v bistvu nek uvid. In uvid je bil pa na temo v bistvu človeškega razvoja. Takrat sem dojel, da obstaja torej nek človeški razvoj, torej nek zvezen razvoj vsakega posameznika in družb, ki ima svoje zakonitosti. In da smo ljudje, da se ljudje obnašamo in funkcioniramo na nek način samo zato, ker smo na tisti stopni razvoja in da če bi bili malce drugače razviti, bi funkcionirali drugače. Poleg tega sem dojel, da v bistvu gre za nek odnos do realnosti, ki sem ga potem poimenoval kultura odgovornosti. No, zdaj, če omenim potem, kaj vse se je še zgodilo, pol sem poskušal napisati en članek za Delovo sobotno prilogo, sem ga napisal in mi ga niso objavili. Medtem, ko so mi vse prejšnje članke objavili. Zakaj ne? Ja, in to je bilo zanimivo vprašanje, zakaj ne? Torej, začel sem razmišljati, da mogoče ni dovolj dober. In torej, prišel sem do zaključka, da če se ukvarjamo z nekimi temi, recimo, duhovnimi, psihološkimi, sociološkimi temami na nek tak poljubden način, da nekako ne znamo stvari pravilno izraziti, ne uporabljamo pravilnega izrazoslovja, pravilnega koncipiranja in tako sem se odločil, da moram jaz to naštudirati, da bom iz tega svojega nekako znanja in uvida naredil nekaj kompetentnega. To je pomembno, da ne bom samo še eden, ki nekaj govori okrog svojim prijateljem na pivu in tako dalje in se krega in tako dalje, ampak da bo moje znanje pridobilo kompetenco, ki bo koristna širše. In tako sem se vpisal torej na doktorat sociologije in precej samostojno raziskoval in kaj sem ugotovil, zdaj to je še tudi zanimiva stvar, torej ljudje, ki se ukvarjajo, recimo ukvarjamo z duhovnostjo in ne posežemo noter, ne pogledamo globlje v znanost, mislimo, ja, znanost, tam so neki rigidneži, pa nič ne verjamejo, pa so preveč kritični in tako dalje. In kaj sem ugotovil? Da znanost ponuja že toliko znanja, tako detaljnega, tako globokega, tako zanimivega, da v bistvu bi to lahko skoraj postala neka nova vera, ali pa recimo neka tak duhovni model. In tako sem potem šel napisati knjigo iz vsega tega znanja, ki sem ga pridobil. Torej, knjigo sem pisal 3 leta in pol in bil skozi v nekem procesu raziskovanja, pri čemer moram reči, da mi je tisti uvid ponujal samo še nek okvir. Jaz sem vedel, kaj moram raziskovati, kam moram posežiti in katere knjige prebrati in tako dalje. No, in torej nastala ta knjiga, ki ponuja torej ne samo nek nabor nekih modrosti in tako dalje, kar je ustvarila svetovna znanost, ampak model, to je teoretski model, ki omogoča, da se izvaja proces razvoja. Torej, to hočem reči, ko bodo bralci prebrali mojo knjigo in jo dobro razumeli, bojo sami imeli recimo ta model, ga bodo ponotranili in potem karkoli bodo pogledali, kakršnokoli dogajanje, politično recimo, ali pa čisto tako družinsko ali nekje v nekem podjetju in tako naprej, bodo sami bili sposobni razumeti, na kateri ravni se stvari dogajajo in kaj bi bilo mogoče za popraviti. Ne pa samo, ja, ena modrost tako pravi tako, druga modrost pravi tako, aha, zdaj pa ne vemo, kaj narediti. Gre torej za ponotranjenje modela. In mogoče bi se zdaj na tej točki pohvalil, da mislim, da ne obstaja še zaenkrat podobna knjiga, ki bi pojasnevala nekako celoto. Torej,
zakaj se posamezniki in družbe razvijamo, kako se razvijamo, kakšne so stopnje razvoja posameznika in družbe. In še precej nekih drugih stvari sem dal zraven. Torej, verjamem, upam, da bi bila moja knjiga lahko teoretska osnova, in pri tem še enkrat poudarjam, da sem v knjigi citiral kup nekih pomembnih avtorjev in pridobil dejansko tudi dovoljenje od nekaterih zelo pomembnih avtorjev, ki so ustvarjali ogromna znanja na področju opisa, razvoja, zdaj nekako mi najrajši govorimo o zavesti, torej, ampak v bistvu komplementarno zavesti je razvoj ega. Torej, recimo dr. Susan Cook-Greuter je opisala zelo natančno te stopnje razvoja ega. Tako da jaz sem v bistvu rekel še, ko sem enkrat srečal na neki znanstveni konferenci, sem rekel, ja, vi ste končala delo Bude. Torej, in obstaja pa še neko podobno znanje, spiralna dinamika, ki pa opisuje, kako se družbe razvijajo. No, in tu sem hotel reči, da torej, mislim, da bi bilo to znanje mogoče dovolj kompetentno, da bi ga lahko uporabljali za skoraj neke vrste, recimo temu pozitivni socialni inženiring, da bi torej ljudem omogočali razvoj in dobro življenje. Torej, recimo, da neka moja vizija in upam, da se bo uresničila, je, da bi nekega dne ustanovili nek inštitut, ki bi bil odobren, seveda in upamo mogoče celo tudi financiran s strani države, ki bi, tako kot imamo recimo bolnišnice, ko smo telesno bolni, psihiatrične bolnišnice, ko zbolimo na umu, recimo, da bi imeli podobno inštitucijo, ki bi skrbela za zdravega človeka, da bi se optimalno razvijal in si ustvaril neko optimalno življenje, plus tega bil sposoben nekako kompleksno živeti. Torej, s tem kompleksno mislim, da bi bil sposoben se prilagajati novim službam, početi nove stvari, da bi z lahkoto torej upravljal z življenjem. Ker za to gre v bistvu, da z lahkoto upravljaš življenjem. Zato se tudi nekako v, recimo tem znanstveno-političnem, nekem sterilnem žargonu se uporablja izraz opolnomočenje. Torej, da bi vzpostavili inštitut za opolnomočenje ljudi. Ker če pomislite, obstaja ogromna potreba po tem. Na nek način lahko, torej, mi Slovenci, recimo, in tudi druge po svetu, to rabijo. Jaz mislim, da en tak pogoj, ki bi ga mogli dati tem državam Zahodnega Balkana za vstop v Evropsko unijo, je opolnomočenje ljudi. Saj vemo, mislim, o čem govorim. Potem imamo imigrante, ki prihajajo v Evropo, ki je dosti bolj kompleksna kot mogoče njihovo domače okolje, in oni se tukaj potem ne znajdejo, se ne integrirajo v družbo, da bi se tem ljudem omogočilo to. Mogoče ena taka skoraj malce, recimo temu, skoraj grozljiva vizija prihodnosti je, recimo, pomislite, v Nigeriji bo leta 2050, taka je projekcija, 700 milijonov ljudi. Jaz si predstavljam, da vsaj 200 milijonov bo moglo priti v Evropo. Torej, kaj bomo naredili s temi ljudmi? Torej, moramo razviti učinkovit način, da človeka, sej vemo, na nekemu, ne bomo mogli dati na glavo, na neka aparatura, pa da bo on se kar opolnomočil. Torej, da bi šel nekdo skozi nek tak tečaj, skozi neko delavnico, nek proces, ki bi mu omogočal, da bi se nekako opolnomočil za življenje v Evropi. Recimo. Tako. In to je tale moja knjiga, o tem sem pisal. Ja, še to bi mogoče poudaril. Torej, če želimo nekaj, da se dogaja na družbeni ravni, torej za cel narod, mi si ne moramo privoščiti nekega takega polovičarskega znanja ali pa nepravilnih izrazov, ki veljajo nekako v svetu duhovnosti. Jaz rad rečem, ja, stvari srca. Po srcu
srcu sledi. Ne? Ja, kaj to pomeni? To ne moramo vedeti, kaj to pomeni. Ne? Torej, treba je govoriti natančno, ne? Kaj mislimo. Seveda ljudje, če tega ne študirajo, tega ne morejo vedeti, ampak vsaj mi, ki ne bi se recimo s tem ukvarjali, pa tudi vseeno čim več prebivalstva, naj bi te stvari čim bolj natančno in čim boljše spoznala. Ne? Ker v bistvu, če pomislite, ne samo to, da to počnemo na neki nacionalni ravni, da to počnemo čim bolj kompetentno, ne? Da nas ne kdo raztrga, ne? Ali od stroke, ali od novinarjev, ali kdorkoli. Ne? Tudi vsak posameznik, ko se gre za njega, ne moreš zaupati kjermukoli šarlatanu ali pa kar nekim gurujem, kar nekim, ne vem, komorkoli. Treba je biti čim bolj še enkrat kompetentni, natančni, stvari morajo biti dobro konceptualizirane in tako, torej v svoji knjigi sem pa po drugi strani torej bil stalno v tem precepu, ne, da uporabljam po eni strani in čim bolj nekako znanstveno pravilno pojasni stvari, po drugi pa sem želel biti čim bolj berljiv, da bi ljudje to toliko zlahka brali. Ne? In dosti ljudi mojo knjigo težko bere, imajo težave, medtem ko drugi ljudje pa dokaj zlahka pravijo, da je zelo berljiva. In ne omenim še to, torej obstaja. Če se vprašam, kdo je tržišče moje knjige, ne? Kdo so ti ljudje, ki bi tako knjigo brali? Ne? Na nek način bi si želel, da bi jo bralo čim več ljudi in seveda vsi. Ne? Tudi, ne vem, torej, knjiga je bila izdana s podporo ZRC SAZO in direktor ZRC SAZO mi je osebno rekel, ja, tvojo knjigo bi mogel prebrati vsak državljan tega sveta. Ne? Ker vsi bi bilo dobro, da bi se čim bolj razvijali, da ne ostanemo nekje zablokirani in ne vem, da se naše življenje nikamor ne premakne. Ne? Ampak ugotavljam, da, in to bo mogoče če bo uspela, se bo pogovarjala o tem, torej obstajajo ravni zavesti. Ne? In torej na eni ravni so ljudje še zelo taki materialistični, zelo živijo v takem stvarnem svetu, ne vejo, da obstaja abstrakten svet. Ne? No, potem dosti krat se jim zgodi neka travma, zbolijo ali kaj takega, ne? In potem se nenadoma odprejo, ugotovijo, da obstaja svet duhovnosti, svet abstrakcije, da se da pogovarjati druge stvari, ne samo o naši njivi, pa našem avtu, pa hiši, pa novo kuhnjo bomo kupili in tako naprej. Torej, grejo preko tega materializma, ne? Torej, obstaja abstraktno svet, odkrijejo življenje v bistvu na nek način. Ne? Ampak kaj je težava teh ljudi? Ti ljudje se torej odprejo duhovnosti in seveda niso usposobljeni, nimajo orodij, nimajo znanja, da bi stvari še kritično presojali in odprejo se vsemu. In takrat so odprti iluzijam in vsemu mogočemu, ne bom rekel neumnostnim, ampak večina stvari je pametnih. Zelo pomembno je, da ljudje, da se ukvarjamo z duhovnostjo, ne? To je pomembno in to je dobro. Ampak treba biti seveda kritičen. Ne? In torej tem ljudem moja knjiga zveni še precej suhoparno. Ampak potem se pa zgodi ravno, ko se mogoče že malce ne veličajo te duhovnosti, potem pa nenadoma se odpre nova raven, nova raven zavesti in ta je še najbolj, ta prehod med temi dvemi ravnmi je nekako največji, najbolj taki celosten, nova naslednja raven, nekako postduhovna bi lahko rekli, je naravnost fantastična. In ti ljudje na tej ravni, in teh je v glavnem zelo malo, če je recimo ljudi, zdaj bom to tako čez palce ocenil, če je mogoče ljudi, ki se ukvarjajo z duhovnostjo v Sloveniji, ne vem, 20-30%, nekaj jih je, je pa potem na tej še višji ravni, postduhovni ravni, pa mogoče samo 1% prebivalstva, ali pa mogoče do 2%, zdaj. In tem ljudem pa moja knjiga izjemno osede, če tako rečem, torej jo naravnost, kar posrkajo jo, ena gospa, ki je tudi sama pisateljica in po izobrazbi psihologinja, jo bere zdaj, mislim, če jo že verjetno prebrala tretjič, Torej, izjemno je fascinirana
Tako da, torej, lahko rečem, da imam svojo ciljno skupino, ki je zelo majhna, po drugi strani bi pa rad nagovoril ravno teh, recimo, kot smo rekli, čez palce ocenjeno na 20-30% ljudi, ki se ukvarjajo z duhovnostjo, ki so poduhovljeni, kajti mogoče in bo ravno znanje moje knjige omogočilo prehod na to neko novo izjemno raven. Tako. Bi lahko rekla, da je knjiga za te, ki se že ukvarjajo, oziroma ki se že gibljajo znotraj tega nekega polja duhovnosti, ko ste rekli, na neke vrste osvoboditev lahko na to postduhovno področje, kot pravite, in sploh svoboda, je, tudi zapišete, srčika tudi vaše knjige, ne? Ja, v bistvu, ja. Se ravno svoboda omogoča razvoj. Tako. Torej, jaz sem v bistvu nekako, stvari se mi še neprestano kristalizirajo in poskušam čim boljših temeljiti. Lahko bi ugotovili, da obstaja neka vrste formula. Torej, to formulo sem nekako oblikoval. Formula je nekako taka. Svoboda krat moč plus odgovornost krat ljubezen omogoča razvoj. In zdaj tako, torej, kot sem rekel, jaz študiram sociologijo in torej stvari me zanimajo tudi in mogoče celo skoraj predvsem iz sociološkega vidika. Torej, če se vprašamo, kje bi živeli, oziroma kje družbe vzpostavljajo nekako najboljše življenje, najboljše pogoje, kje družbe so vse cvetoče in kje družbe so trpeče, mimogrede, to sta čisto uradna izraza. Torej, če se vprašamo, ali bomo zdaj v kratkem mi začeli bežati v Afganistan, ali bodo Afganistanci bežali k nam, ali pa na Švedsko, torej, kaj je tisto, kar omogoča, da ljudje začnejo pravilno funkcionirati in da se razcvetijo. Super izraz. Dobre družbe, dobro delujoče družbe, dobro delujoče ekonomije, da imajo mimogrede zdrav odnos do okolja, da v družbi ni korupcije, da so inovativni in kreativni, da skratka vse funkcionira. Ker mimogrede, torej obstaja nekatera družba na tem svetu, ki imajo vse in so po vseh možnih kriterijih, kar gledate teh indeksov in drugih kategorizacij, so nekatere družbe na vseh na vrhu. Nekatere so na 2/3 in to smo mi Slovenci recimo, nekatere so na polovici po vseh in nekatere na dnu po vseh. No, kjer je pa na vrhu? Prosim? Kjer je pa na vrhu? Ja, skandinavske. Skandinavci so, ne? No, in se ravno o tem što, zakaj pa oni, Ja. Še to, mi si nekako jemljamo kar za samo po sebi umevno, da nekatere družbe funkcionirajo res optimalno, ampak to je vrhunski dosežek. To, da vi veste, da z nekom poslujete in da vam bo plačal, ali pa da greste v službo in tam prijetno okolje, da greste nekam recimo v službo in da, ko preste v službo, objamete svojega šefa, si predstavljate to. Jaz to osebno poznam ljudi, poznam človeka, ki svojega šefa objame. Tudi to je možno. To, da stvari resnično funkcionirajo in da okolje ne trpi, naravno okolje, kaj to omogoča vse? Kaj je predpogoj torej? Svoboda. In torej, družbe, ki so že dalj časa svobodne, so toliko bolj naprej in ustvarjajo toliko boljše družbe. In potem mi Slovenci imamo, recimo, zdaj to je malce vprašanje, nekoliko desetletij tradicije svobode, smo prišli recimo do nekje 2/3 po vseh teh kategorijah, in potem imamo države, oziroma tako vam lahko povem, to si lahko pogledate na spletni strani worldvaluesurvey.org. Namreč, človeški razvoj, ki ga omogoča svoboda, sociologi že od leta 1981 naprej merijo.
Torej, ve se, kje smo. Ja. Zanimivo, celo med ne vem, ljudmi, ki so pri nas diplomirali na sociologiji, pa zelo malo ljudi to ve. Ne? Torej, World Values Survey, svetovna raziskava vrednot, preko vrednot se da ugotoviti, na kakšni ravni razvoja so ljudje. Torej, ugotavlja, kako smo razviti. Najbolj razviti so seveda Skandinavci, potem so angleško govoreče družbe, ne, recimo Avstralija, Nova Zelandija, Kanada, ZDA, Anglija. Ja, pa tudi Nizozemska je zelo visoko. Ne? Potem so katoliške države evropske in seveda potem grejo stvari sam na slabše. Ne? Potem pravoslavne države, pa ne vem, nekako posebne so države tam recimo Daljnega vzhoda, ne? Japonska je taka, ne vem, zelo sekularna država in tudi precej napredna. No in tako dalje do nekako muslimanskih in afriških držav, ne, ki so nekako najbolj trpeče. In v bistvu so tudi najmanj svobodne. Ne? Zdaj, svoboda pa v bistvu, zdaj, ne smem biti preveč dolg, ne bo, a mi dva tukaj kakšne ure, ali naš intervju, ne. Sma svobodna tukaj. Skrajšal, ne, torej svobodo. No, zdaj bom povedal samo še dve stvari, tako malo moram krajšati, ne, Ja. to. Torej, dosti držav in tudi mi smo v bistvu uradno, formalno, pravno formalno smo svobodni. Zakaj torej še vedno govorimo o tem, da nismo najbolj svobodni? Zato, ker ljudje svoje vedenje, svoje vedenske vzorce in skupaj torej na družbeni ravni kulturne vzorce prenašamo iz zgodovine in mi še vedno torej komuniciramo precej nasilno. Nasilje, psihološko nasilje, onemogoča svobodo, mi si onemogočamo svobodo eden drugemu. Ne? Zdaj, recimo, kdor gleda te kdor spremlja, ne vem, te razne, kako se reče temu, neke modrece tam iz ZDA in to, ne, tega, kaže, da se nam spomnimo imen priimkov. Oni govorijo o tem, da se moramo notranje osvoboditi, ne, torej osvoboditi se teh svojih prepričanj in tako dalje, ne. Ja, ampak pomembno, še bolj pomembno je, da se osvobodimo med seboj, ne? Da znotraj družine, družinski člani, da nam komuniciramo nasilno med sabo, v službah in tako naprej. Ne? Nasilje je pa to, jaz sem v knjigi opisal precej pol enih primerov, vsaj 15 mislim, da, ko eden drugemu ne omogočamo izbire. Ja. Zdaj, en tak primer, ki ga rad dam, ne, recimo, da pridete v restauracijo, ne, in jaz sem vozil, ne, to recimo Angleže, ne vem, recimo kam, na Hrvaško, pa je rekel, natakar, tukaj se usedite, ne. No, drugi je bil že bolj prijazen, torej to je zelo nasilno, ne, torej nobena izbira in da tukaj se usedite, oni so se mogli vse stja, ne. Pol, kakšen je bil že bolj prijazen, pa je rekel, tukaj se usedite, prosim, ne. Pravi preobrat se pa zgodi, ko ljudem ponudimo možnost, da se sami odločijo in to postane tudi del nekako naš kulturni vzorec. Torej, da natakar reče, a bi se usedli tukaj, ne? In človek se sam odloči in reče ja ali pa ne. Seveda bo, recimo, da bo prijazen, pa bo rekel ja, ne? Ampak on mu da možnost. In tako torej, lejte, potem naslednja stvar, ne, iz tega potem se rodi ven odgovornost. No to, tako. Ampak zdaj, lejte, pa deva samo še malo, da ostaneva pri svobodi, da se moram še par stvari pojasniti. Ne. Torej, svoboda po definiciji kaj je? Ne? Mi si mislimo, da svoboda največkrat je, da to lahko vidiš, kamorkoli hočeš. Tako, tako. Evo, zdaj jaz pustim družino, pa grem lepo nekam na toplo, na plažo, pa se imam fajn, ne? Njih pa ko jih šiša. Ne? To ni svoboda. Ne? Svoboda je po definiciji možnost delovanja brez prisile. In kdaj jaz lahko delujem? Jaz lahko delujem na področjih, ki jih obvladam.
Če nekaj vem, da obstaja in kakšno so lastnosti tistega, tam lahko delujem. Če sem kemik, lahko delujem na področju kemije in sem tam svoboden. Ne? Ampak zdaj recimo malo bolj življenjsko, ne? In ravno zato še mimogrede je v tej moji formuli svoboda krat moč. Torej gre za v bistvu količino informacij, ki jih imamo. Informacije pa dobivamo nekako po horizontalnem in vertikalnem zavedanju. Horizontalno si širimo z znanjem, ne, hodimo v šole in tako naprej, beremo, potujemo in pridobivamo take informacije. Vertikalno zavedanje je pa nekako v globino. In to je pa, koliko se jaz zavedam stanja. Ne? Recimo, pomislite, majhni otroci se v glavnem zelo malo zavedajo, kaj se sploh dogaja. Ne? Še danes sem slišal enega otroka, ki je rekel, mama, kam gremo? Ne? Nekaj je, si otrok šel, pa ni vedel, kam gre. Ne? Torej, zelo malo se zaveda, kaj se dogaja. In tudi odrasli, mi si vsi mislimo zase, da vemo, kaj se dogaja, pa to zelo različno uspevamo se zavedati, ne? Ker vsak živi v svojih možganih, ne? Vsak misli, da to je to, ne? To je vsa realnost, ki obstaja. Ne? Jaz itak vse vem, zdaj razumem, kaj se dogaja, pa ni tako. Ne? Mi zelo različno se zavedamo, kaj se dogaja. Ne? In torej, z meditacijo se da to vertikalno zavedanje okrepiti, okrepi pa se tudi enostavno s psihološkim razvojem, ki se lahko zgodi tudi zaradi drugih stvari in spet bom poudaril, predvsem zaradi svobode. Ne? Če sem jaz svoboden, ne, torej, če moje okolje ni nasilno, da bi se jaz moral psihološko braniti, se torej, če živim v nekem demokratičnem, svobodnem okolju, še to je zelo pomembno, v katerem sem enakopraven, zato se to poudarja enakopravnost, ne? Ker takoj, ko ste vi malce neenakopravni, že se morate braniti in že se vaše vertikalno zavedanje omeji. Ne? Če sem svoboden, se moja obramba ega popusti, jaz odprem in se boljši zavedam. Moja zavedanje se neprestano krepi, ne, skozi življenje. Ne? In zato torej ljudje, ki živijo v bolj demokratičnih okoljih, kjer so potem tudi kultura je bolj demokratična in nenasilna, plus sami se notranje ne osvobodijo, ne? Torej 3 nivoje osvobajanja, se lahko bolj odprejo realnosti, se bolj globoko zavedajo, kaj se dogaja, ne? To po vertikali. Recimo, da lahko pridobijo tudi več informacij po horizontali in ti ljudje imajo možnost se razvijati. In torej, ker dobro vejo, kaj se dogaja, ne? Pa to, ne vem, že samo, če v eni gostilni, ne vem, sedimo 4, pa nekaj klepetamo, ne? Da vemo, kaj se tam dogaja, kaj je tema v bistvu pogovora, ne? Ker včasih veste, da v debati nekdo, vidite, da je mogoče, kako bomo rekel, to je malce grobo rečeno, ampak ni druge, nekdo je lahko zelo omejen, ne? In ne more razumeti, kaj se v bistvu drugi 3 pogovarjajo. Ne? Torej, če imam to moč, da nekako razumem, da torej se zavedam horizontalno in vertikalno, kaj se dogaja, v čem je snov pogovora in tako naprej, torej jaz lahko posegam kompetentno v debato, če ne pa ne. In torej, tako torej je zelo pomembno, da ljudje živimo v nekem čim bolj demokratičnem okolju. In zdaj še eno stvar, preden nadaljujeva, tja na odgovornost. Ne? Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker imamo vsi ljudje osnovne psihološke potrebe. Osnovne psihološke potrebe so tako pomembne kot osnovne fiziološke potrebe, ki so 3: po spanju, jedači in pijači. Če katerega koli od teh 3 nimamo, bomo storili vse, da do tega pridemo. Ne?
In če ne bo naše življenje dejansko ogroženo, bomo strašno traumatizirani, zafrustrirani in tako dalje. Ravno tako so pomembne osnovne psihološke potrebe. In kaj se dogaja? Mi ljudje si jih neprestano krnimo. Tako. In zato smo zafrustrirani. In bolj kot je družba nekako splošno nasilna, več imate vi nekih frustracij in posledično psiholoških težav. In samomorov, in pitja, in raznih odvisnosti in tako naprej. Ne? Torej, osnovne psihološke potrebe so potreba po povezanosti. Ne? To je zelo enostavno vedeti. Ne? Ljudje ne moramo živeti sami. In živeti nekako moramo v odnosih, in to ljubečih odnosih. V odnosih, v katerih smo podprti, ne da nas nekdo dominira. Ne? Že najbolj pomembno je, vse skupaj se začne že čisto pri malčkih. Mi kot starši nikakor ne smemo dominirati otroka. In to je največja umetnost pri vzgoji. Ne? Ki boš ti najdel za neko pravo ravnovesje? Ne? Ta otrok bo lahko počel neumnosti, ne? Lahko se bo poškodoval ali karkoli. Ne? In kako boš mu ti omogočil svobodo po eni strani, po drugi strani pa poskrbel, da bo on varen in da bo imel vse potrebe zadovoljene. Ne? Torej, zato je zelo pomembno, da, mislim, in tako bom rekel, da skozi zgodovino smo vedno te otroke dominirali. In to smo mislili, da je dobra vzgoja. Ne? Ja, tega ne smeš, pa to se ne dela, pa to, pa on ga ne, pa tako ja, pa skratka neka izjemna dominacija, že omejitev že nekega malčka. Ne? Torej, tako, no, odnosi morajo biti čim bolj enakopravni in podpirajoči. Ljudje se moramo eden drugega podpirati. Ne? Zdaj seveda ne bom vsega povedal, kako je to, mislim, to spet ni enostavno, ne? Ker oni drugi človek bo lahko počel neumnosti ali pa, zmeraj smo v tistem precepu, ne? Ali bomo nekomu zaupati ali ne? Predvsem mogoče nekemu majhnemu otroku ali pa najstniku ali kakoli, ne? Ali pa tudi novem partnerju ali pa šefu ali pa šef delavcem in tako dalje. Ne? Naslednja psihološka potreba je potreba torej po avtonomiji. Vsak od nas mora biti avtonomen. Ne? In torej vsak od nas se mora odločiti sam zase. In pomislite nekako v družbah, ne, ki so kolektivistične, ljudje ne odločajo sami o sebi. Odločajo v veliki meri družba. Za ljudi, ne? Poročijo jih, tako kot starši rečejo, ne? Torej drugi določajo, kako bodo oni živeli. In torej ljudje niso avtonomni. Ne? In zaradi tega so na nek način, oni se morajo temu prilagoditi in zato pride v veliki meri do neke vrste apatičnosti. Torej zato ves kolektivistični svet je v glavnem še precej nekako, torej, ker je nesvoboden, ne v redu funkcionirajo ti ljudje. Ne? Torej, in mimogrede, ne? Torej, večina neke duhovnosti in tako dalje prihaja v Evropo iz Indije, ampak tam so kolektivisti. Ne? In tudi samo indijsko prebivalstvo, jaz sem dostikrat bil v Indiji, ne? Je v bistvu na nek način v težavah. Ne si mislil, da so tam ljudje poduhovljeni ali kaj takega. Seveda, oni hodijo v templje, tja prositi za svojo srečo in tako naprej. To vsi počnejo, ampak ne razumejo v bistvu, zakaj se gre pravzaprav. Ne? Dobro. Torej, avtonomni in kot tretje, moramo biti kompetentni. Mi moramo imeti občutek, da naše delovanje, naše ideje, da prinašajo sadove. Kar si zamislim, da izvedem in to prinese rezultat. To je izjemno pomembno. Torej, se moramo vzpostaviti kot kompetentni ljudje. In spet, kaj je velik problem, recimo, velikega dela sveta, in če pomislimo tudi velikega procenta moče črnskega prebivalstva v ZDA, je v bistvu tako imenovana naučena nemoč. Oni so se skozi zgodovino in tudi recimo v obdobju suženjstva naučili, da kolikor delajo, kolikor oni počnejo stvari,
to ne prinaša rezultatov. On je lahko cel dan delal, ampak zvečer jih je še zmeraj dobil po hrbtu, z bičem. Torej, vzrok, posledica v njihovem delovanju nista povezana. Torej, mi moramo vzpostaviti mehanizem, da razumemo dobro, da naša delovanja prinašajo rezultate. In to je pri toliko ljudeh okrnjeno, veste, in pol ljudje, ne vem, se zapijejo, se zadrogirajo, in imamo polno nekih odvisnikov, ker gotovijo, da nima pomena delovati. In to je in tudi recimo v slabo delujočih državah, kjer je visoka stopnja korupcije in tako dalje, nima pomena delovati. In torej, zato je zelo pomembno, da družbe, kot smo rekli, postanejo svobodne, dobro delujoče, da institucije državne, tako in drugače, šole, zdravstvo, vse, da dobro funkcionira, da imamo občutek, da če nekaj sprožimo, da se bo potem nekaj zgodilo, da sta vzrok in posledica povezana. To je bistveno. In zdaj vi lahko molite lahko ne vem koliko, ampak če v vaši državi to ne funkcionira, boste vi v bistvu nekako apatični, boste dotolčeni, boste otopeli. In žal se to dogaja recimo velikemu delu, ne vem, recimo od milijarde in zdaj pravi že skoraj 900 milijonov muslimanov. Pejte v Egipt, tam recimo skoraj nič ne funkcionira. Zato torej na nek način bodo ljudje rekli, da preveč zagovarjam Zahod in ne vem, mogoče celo še posebej protestante, ki imajo najdaljšo zgodovino svobode, ampak žal, ali na srečo, je tako. In torej, kdor ne vem, še ni bil v Indiji, gre lahko pogledati tja in bo ugotovil, da večinsko prebivalstvo je žal precej, se tukaj težko najdem pravi izraz, recimo otopelo, živi v matriki, ne funkcionira dobro, stvari ne funkcionirajo dobro, ljudje se sicer prilagodijo, pol se uspejo vsem pa tja malce nasmehati in tako dalje, ampak stvari ne funkcionirajo. In tudi njihovo okolje je zaradi tega že popolnoma uničeno. Zdaj, ko greste vi v Indijo, ne vem, vidi se sam strup še povsod, voda je črna kot katram, polja seveda so zastrupljena, zrak je rumen in to je to, nimajo vpliva na svojo realnost. In to 1,4 milijarda ljudi. Tako torej, a sem bil dolg? Ne, vse ste pojasnili, vse, kar je bilo treba, lepo ste razvili to idejo oziroma to misel glede svobode, pa dajmo zdaj, ko smo pri svobodi, ste rekli, plus odgovornost krat moč. Ja, torej zdaj odgovornost, ja. Ja, prinaša, ni to zdaj... Ja, veste, kaj se zgodi, ja, torej, gledajte, to so izmerili, torej, jaz sem to samo opazil in torej del tega mojega, recimo, uvida je, da se zgodi na neki točki neka dodatna kvaliteta. In kaj se zgodi? Torej, s procesom osvobajanja smo torej ljudje vedno bolj svobodni in vedno manj nasilni. To je zelo dobra novica, kajti tudi v svetu je vedno manj vojn, če pogledate. Zdaj ljudje bojo rekli, kje živi ta človek. Ne, to je zelo dobro dokazano, pojasneno. O tem je pisal Steven Pinker, napisal knjigo The Better Angels of Our Nature in zelo dobro pojasnjuje, kako se število nasilja vseh vrst zmanjšuje. Torej, ljudje smo vedno manj nasilni in ne samo fizično, ampak tudi psihološko in torej vedno bolj odprti, vedno bolj se zavedamo. Na neki točki se zgodi nekaj posebnega in to precej hitro. Nenadoma ugledamo onega drugega, ugledamo sočloveka. Kajti mi, sicer recimo Slovenci nismo še tam, to je zelo jasno, mi vidimo fizično drugega človeka, ampak mi ga niti približno ne razumemo. In ker ga nimamo takega dobrega zavedanja, da bi ga ugledali.
In zato tudi mi, ko komuniciramo iz sebe, ne za onega. Ne? Gre za to, kaj imam jaz tebi zapovedati, ne za to, kaj imaš ti za slišati. In torej jaz s tabo poskušam upravljati, ti pa z mano. In tako smo pol skozi nekem takem konfliktnem ozračju, medtem ko na neki točki, kot sem rekel, se to obrne in nenadoma funkcioniramo za druge, in perspektiva se nam dvigne in vidimo sebe samo še kot enega od igralcev, recimo znotraj družine, recimo, da smo 4 družinski člani. Če recimo povprečen Slovenc funkcionira kot jaz oče, recimo, kot moški, funkcioniram, jaz tu poskušam upravljati z vami. Vi otroci boste pridni, ti žena počni to in to, kar si jaz želim in tako naprej, jaz tebi sporočam to. In ko na neki točki se pa zgodi ta razvoj in jaz nenadoma funkcioniram, tale moj otrok je pa zdaj v tej fazi in tako on bi rabo slišati to in to, pa kako ne mu jaz povem, pa na najbolj pravilen način poskušam povedati stvar, na način manj nasilen, pa tako, da bo on res tisto pograbil, da se bo uprl. In torej začnemo komunicirati za onega in iz višje perspektive, v čemu smo sami samo še eden od igralcev. Torej, in pomislite, to je na nek način zdaj, to je gremo od te subjektivne parcialnosti k objektivni celostnosti. Torej, jaz vidim sedaj, potem, ko postanem odgovoren, vidim stvari širše, vidim tudi druge in bolj objektivno. Bliže sem resnici. Manj rabim iluzij in tako naprej iz lastne glave. In kaj je bilo izmerjeno, da vam povem? In to imate tudi 3 grafa v moji knjigi, da na neki točki ljudje torej začnejo nenadoma izjemno zaupati eden drugemu. In to je tudi sploh izmerjeno, vse veste gor v Skandinaviji, če si pogledate Trust Index, imajo izjemno visoko stopnjo zaupanja. Recimo mi Slovenci imamo zelo nizko. To je malce nenavadno. Tako malo nas je Slovencov, nizka gostota prebivalstva, skoraj vsi se poznamo med sabo, ampak si ne zaupamo. Ampak to zaupanje pomeni, da v bistvu v drugem ugledam neko dostojanstvo, človeško spoštovanje. Ker pri nas tega spoštovanja, dostojanstva, tega nismo še, si ne zaupamo, zato moramo uporabljati več nasilja, da bo on počel tisto, kar jaz želim, in funkcionirati, kako jaz želim. Pa pol, v končni fazi prijemo do tega, da na sodišču imamo ogromno nekih primerov, mislim, da največ na prebivalca, nekaj tazga na svetu celo, to ne vem točno, ampak mislim, da gre za nekaj tazga. Torej, izjemno se poveča zaupanje med ljudmi, torej to pomeni tudi spoštovanje. Nenadoma se izjemno poveča nesebičnost, ljudje postanejo nesebični. To je povezano tudi z nekakvim koncem materializma. Torej, nesebičnost. In tretja, humanistična orientiranost. Te 3 dimenzije so da izmerjene. Humanistična orientiranost pomeni, da jaz drugega percipiram tak, kot je, ne glede na to, kaj on je. Niti ne na spol, vero, narod, raso, tak, kot je. In zdaj, torej, jaz sem nekako zaključil, da bi to lahko poimenovali te 3 dimenzije, torej skupni imenovalec njim je v bistvu ljubezen, ne kot čustvo, ampak kot način obstoja. Kot neko stanje, Kot stanje. Torej jaz ljubim ljudi in svet in v bistvu to se da pojasniti tudi, ker če sem jaz bil toliko časa svoboden in odprt, kaj se ljudem dogaja? Proces ponotranjanja in integracije. Torej, vedno več ljudi in tudi stvari tega sveta postaja del mene. Ne vem, recimo, vsakega človeka so že kdaj identificirali z način. Recimo mene, jaz sem dosti hodil v Indijo in pol vsakekrat, ko je na televiziji od Indije, so mi rekli, le Indija, meni so to povedali. Ko češ, jaz
ti si itak povezan z Indijo. Torej, jaz resnično sem se z Indijo, sem jo ponotranjil, imam res rad. In tako, torej, vedno več sveta, vedno več ljudi ponotranjamo in vzljubimo. In to, kar je del nas, se to je čisto tako, so tudi neki neki taki mehanizmi, do tega sem odgovoren. Tako. Torej, jaz sem odgovoren do tistega, kar je del mene. In če ni del mene, sem do tega dokaj brezbrižen. In torej, ljudje, ki živijo v nekem ugodnem okolju, demokratičnem, svobodnem, enakopravnem, podpirajočem, se zlahka odprejo, ponotranjajo in integrirajo velik del sveta vase, ga vzljubijo in so do njega odgovorni. In zdaj, torej, to lahko zgradimo v veliki meri na družbeni ravni, ker mi moramo funkcionirati v družbi, tako, ker vi ste lahko zelo demokratični doma, ampak če pridete v službo in je vaš šef izjemno nedemokratičen, to izjemno slabo vpliva na vas in vi boste ravno tako zaprti. Zato je zelo pomembno, da vsi funkcioniramo tako. In zato jaz poskušam to sporočilo širiti. Torej, da bomo čim bolj svobodni in močni, in odgovorni in ljubeči. In to nam bo omogočilo potem psihološki razvoj, ki pa je zdaj že druga tema. In govorite, pišete, oziroma torej že potem o neki zlati dobi, ali pa o tej torej, kvantni družbi, ali kak? Kvantni družbi, torej, marsikateri izraz bi lahko dali temu. Torej, že samo to, o zlati dobi jaz rad govorim čim bolj spet v realnih terminih. Razumem. Pesali kot oni Hare Krišna, se veselili in tako naprej, kazali, kako se veselimo. Ne. Gre za vprašanje, kaj sploh zlata doba pomeni. Jaz mislim, da je zlata doba že dovolj to, kot imajo v nekaterih delih Evrope, pa tudi mogoče druge po svetu, recimo v Novi Zelandiji, Kanadi in tako dalje, neko zelo dobro delujočo družbo. Ki omogoča cvetenje ljudem. Oziroma v angleščini flourishing, oziroma thriving. In torej to recimo v zlati dobi, zlata doba je doba kulture odgovornosti, kjer torej večina ljudi že funkcionira tako, kot sem ravno kar prej opisal. In to ima nekako izjemno širok nabor posledic, pozitivnih posledic. Odgovorni ljudje so odgovorni do narave, do drugih ljudi, do vsega, kar počnejo. Zaradi tega, če pogledate, najboljše izdelke izdelujejo tam, kjer so najbolj odgovorni. Nekako, zdaj da nam koga, ker ga naroda žalo tukaj, ampak ljudje, ki niso še svobodni in niso odgovorni, in jaz tukaj poudarjam, ne da bomo druge zdaj žalili ali jih dol potiskali, vsi smo na tej isti barki, celotno človeštvo, vsi, če smo že uspešni, moramo pomagati unim, ki so bolj v težavah. In tako torej, dobro, govoril sem o izdelkih, torej celo izdelke imajo boljše, potem, jaz govorim nekako o 4 dimenzijah tega dobrega življenja v recimo zlati dobi. Vse je nekako dobro, recimo neko tako splošno vzdušje, taka družba je pravična, ker zelo je pomembno, da mi se lahko zanesemo, da bomo dosegli pravico že v tako majhnih odnosih, vsakodnevnih pri sebi ali na sodišču, kakorkoli, da imamo človekove pravice in vse te stvari. In da že samo to, da če nas bo drugim malce užalo, da bo to ugotovil in se nam bo opravičil, torej to je ta neka zelo prefinjena pravica, in odgovoren človek tudi se bo opravičil, in tudi bo sploh zaznal, da je naredil vam, da vas je užalo, medtem ko manj svoboden človek ne bo niti opazil, da vas je užalo, mimogrede. Torej, to
potem, torej vse dobro, pravica, estetika, ljudje, to je tudi po Maslovi tej piramidi, ne? Potem, ko smo enkrat pustili za sabo te nekako preživetene vrednote, se odpremo znanju in duhovnosti, naslednja faza je odpremo se estetiki. Ne? In ljudje so nenadoma na tej prvi ravni razvojne, ne? Ljudje najprej ugledajo, odkrijejo, da obstaja življenje. Ne? Prej so se ukvarjali s preživetjem, zdaj pa življenje obstaja, wow, in duhovnost in znanje in tako naprej. Na naslednji fazi ugotovijo, in še to, ne, obstaja svet, začnejo potovati in tudi brati in tako naprej. Ne? Torej, odprejo se svetu. Ne? Na naslednji stopni ugotovijo, da je svet lep in odprejo se estetiki. Wow, ne? Neka nova dimenzija. Ne? In zato glavne ljudje, ki so recimo kulturi odgovornosti oziroma zlati dobi, se odprejo tudi estetiki. In dejansko celotna realnost začne postajati estetska, lepa, urejena in ljudje se postanejo tudi bolj kreativni in estetiko vnašajo v svoje domače okolje. Ne? S tem tudi odkrivajo svojo lastno avtentičnost. Vsak dom, ko pridete, wow, pogledajte, ne? Tu pa res nekaj posebnega. Tu si ti naredil, ne? Naredijo, izdelujejo sami stvari. Ne? No, potem pa pridemo do še, in kvaliteta. Ne? Torej, v zlati dobi, oziroma kulturi odgovornosti, oziroma že recimo v skandinavskih državah, kot in drugih, stvari, ne samo izdelki, ampak tudi vse funkcionira. Ne? Državna uprava, javna uprava, vse funkcionira. Ne? In to je fascinantno. Ne? Ni nekaj, da ne bi funkcioniralo, vse funkcionira. In vse je bolj ali manj urejeno in lepo, pravica je dosežena in vse nekako je tudi življenje je dobro. Ne? In to je ta zlata doba. In mislim, da Slovenci, tako, zdaj to je neka moja osebna groba ocena, smo od tega oddaljeni 20, mogoče 30 let. Mi pa še to, malce, žal moram reči, malce se bojo mogli generacije zamenjati. Ne? In veste, zdaj se vseeno že te otroke se zelo dobro vzgaja. Ne? To je učitelji in vzgojitelji in to so resnično že delajo dobro delo, so opravljajo kvalitetno delo. Jaz imam eno hčine in je v osnovni šoli. Vidim, da so resnično se trudijo. Vsaka čast, vsa pohvala vzgojiteljem. Mi smo izjemno zadovoljni tukaj in z našim vrtcem in šolo in tako dalje. In ti ljudje, ko bodo ti ljudje zrasli, ne, oni bodo funkcionirali drugače kot mi. Ne. Oni bodo bolj napredni. Ne. In zato tudi mogoče mimogrede, ker če nas posluša kjer od učitelji opravljajo izjemno pomembno delo. Ne. Ker vzpostavljajo to neko novo, višje stanje s svojim kvalitetnim delom. Še to, torej, obstajata pa nekako, jaz bi govoril o dveh nivojih zlate dobe, ne? Ker naslednja je pa doba, ko pridemo na neko stopnjo zavesti, ne? Ki pa je tudi pač dokaj lahko dosegljiva skozi to kulturo odgovornosti, ampak takrat se pa izjemno razvije človeški potencial, prej se ljudem in to je pa na tej ravni ni še nobena družba na svetu. Mogoče se zdaj recimo Švedska po zadnjih podatkih iz lanskega leta se približuje temu stanju zelo. Pa veste kaj še, jaz bi poudaril ta novozelandska premijerka, ona funkcionira na neki popolnoma novi ravni, ki se ljudem zdi čisto običajna, ne? Si v tem je stvar, ne? Zelo normalna. Ona je prišla z dojenčkom tja v Združene narode, ne? Pa v času koronavirusa, pandemije je v tej, ko se reče, ne pidžami, v trenirki. Trenirki je govorila od doma, ne? To je ta raven, ker pomislite, Ludvika 14. mu je bilo treba hoditi po kolenih pred njim, ne? To je najbolj narobe, kar mora biti velika distanca med ljudmi, dominacija in te stvari. Zdaj lahko vam ni všeč, da ona hodi v trenirki, se nagovarja državljane v trenirki, ampak to
je neka nova velika normalizacija, ki bo šele prišla. In takrat se bodo tudi ljudje, recimo, naslavljali, vsi bojo na ti, ne? Dobro, mi dva so tudi na vi, ne? Ampak to smo... Sva lahko na ti. Ja, spoštovanje se izkaže na tak način, ne? Veste kaj, jaz kot turistični vodnik, ne, ko delam za Američani, meni mi podjetje reče, da moram tudi onega starega Johna, ne, ki ima 80 let, moram reči ti, ne, recimo tako, hej John, ne Mr. Watts, ali karkoli, jaz moram reči, hej John. Oni to propagirajo, samo podjetje, ne. In to so neke nove dimenzije izjemne enakopravnosti. Izjemne svobode in potem tudi izjemne odgovornosti posledično. Mimogrede, odgovornost izmeri torej caplja v ozadju za svobodo. Najprej se osvobodimo, najprej se nam odpre neko novo področje in šele potem s časovno zamudo nekaj mogoče desetletij, pa recimo običajno desetletij, postanemo tudi odgovorni. In ta razlika povzroča nevzdržnost. Torej, svet nam neprestano razpada, propada, ne vem, že naše okolje in tako naprej, ne, zaradi nevzdržnosti. In s tem, da ko postanemo odgovorni, smo tudi sposobni to distanco zmanjševati, ne. Ker najboljše bi bilo, da ljudje enako svobodni, kot smo odgovorni, ampak se veste, najbolj nezreli ljudje si vzamejo veliko svobode in ne dajo nič odgovornosti, ali malo. Ampak s časom se to recimo z zrelostjo, z modrostjo, z napredkom se to zmanjšuje ta razlika. Samo še to, torej, prva neka zlata doba je torej neko to odlično funkcioniranje družbe, ki omogoča blagostanje ljudem in izjemen razvoj vsakega posameznika, ne. In to lahko vidimo že v marsikateri družbi, tudi tako, čisto tako na terenu, ne vem, že če greste v Nemčijo, Švedsko, pa tudi v naši sosednji Avstriji, ne, tudi zaradi nekih izjemno ugodnih takih in drugačnih pogojev so stvari odlično funkcionirajo. Recimo, vse veste, Dunaj je zmeraj nekako čisto na vrhu najboljših mest za življenje na svetu. Ne? In res je tam življenje fantastično. Obstaja pa še ena raven, ne, ki se bo zgodila, torej, kot sem rekel, tudi v najbolj naprednih državah šele čez čas. To je pa, ko ljudje v povprečju dosežejo na to neko 5. stopnjo razvoja ega. Takrat pa, in to je ta, v bistvu, kar sta pa tudi na začetku govorila, ne, ti poduhovljeni ljudje, ne, ko napredujejo za eno stopnjo, ko nekako, potem pridejo v to fazo, no, na 5. stopnjo, ker ta stopnja duhovnosti je 4,5 stopnja, ne. In zdaj vi, ko napredujete, pa se vam zgodi torej ta izjemen napredek. In latentne, še sedaj latentne možganske sposobnosti se vam odprejo. In velja, da mentalni svet teh ljudi potem na 5. stopni je večji kot seštevek vseh prejšnjih skupaj. Ne? To je zelo pomembno. In torej ti ljudje postanejo izjemno kreativni in izjemno normalni so. To je to, izjemno normalni. Vse teče, vse funkcionira in zlahka sodelujejo, zlahka, ne vem, zato so tudi mogoče nekateri ljudje izjemno gospodarsko uspešni, ekonomsko, ker grejo stvari, ne, funkcionirajo. Med ljudmi je izjemno spoštovanje in zaupanje. Torej, ko pridete v službo, šefa objamete, ne. Predstavljate to, ne? Kje bi kdo v Sloveniji to naredil, ne? Kot sem rekel, poznam ljudi. Ki ne sicer, ko pridejo v službo, ampak recimo, če ne vidi šefa, del časa se objame, ne. Torej, in to je nek tak nov svet, ki pa je še precej daleč. Pri čemer moram poudariti, ne, torej, ti ljudje potem počnejo vse, kar je potreba.
to zveni precej dokaj prazno, ne, kar sem rekel zdaj. Vse, kar je potreba. Ampak, če dobro pomislite, to pomeni, da če recimo nam okolje razpada, če grejo stvari narobe, so ti ljudje sposobni takoj vse urediti. Torej, oni ne bodo, ne vem, rekli, to mi prinaša več dobička, ne bom šel reči sem, ne. Ni preračunljivosti, ne? Ja, to tako funkcioniramo sedaj, ne. Torej, to prinaša dosti dobička, jaz sem uparjal s tem. In vmes smo razpada, recimo, naravno okolje, ali pa družina, ali pa karkoli, ne. Ne, ti ljudje znajo dobro prioritizirati, ne. Torej, vejo, kaj je pomembnejše, ne. In zdaj sva že zašla na področje teh psihološkega razvoja, ne, razvoja zavesti v bistvu, ne. Vse to je vse povezano, tako da težko karkoli ločimo, ne? Ja. In tako torej v knjigi sem noter predstavil, in to je kar obsežno poglavje. Torej, kot sem rekel, govori se o razvoju ega, ne. Torej, zavest je zelo neotipljiva in jo je zelo težko definirati in je rezultat razvoja našega ega, ne. Zdaj, ego je bolj razvit, če je bolj majhen, ne, da ne bi ljudje mislili, bolj večji ego, ko imam, bolj sem razvit, ne. Ego se razvija ravno nasprotno, se manjša, ne. Torej, tako je zdaj ta stvar. Vsi nekako po nekem občutku vemo, ko se pogovarjamo z dvoletnikom, koliko je on sposoben in kaj bo razumel in tako naprej, ne. Vsi tudi vemo, tako nekako po naravnem občutku, koliko je sposoben 4-letnik, ali pa 10-letnik, ali pa 15, ne. In razvojni psihologi so zelo natančno opisali, česa je sposoben dvoletnik. Zelo natančno se ve, česa je sposoben 4-letnik. In tako naprej. Kar je najbolj fantastično na to, ugotovitev, da, in to je zahodni svet odkril šele 60 let nazaj, da se tudi odrasli razvijamo. Torej, in do sedaj so zelo natančno popisali tudi razvojne stopnje odraslih. Torej, ne vem, jaz, ki zdaj to že, jaz sem to večkrat bral in tako se dosti ukvarjal s tem, jaz s človekom, ko se pogovarjam z njim, ne, tako hitro ugotovim, na kateri ravni je on, ne. Že samo z tega, kaj govori, kako govori, kakšen odnos ima do stvari, ne. Zadosti teh stvari smo do sedaj mislili, da so značajske lastnosti, pa niso. To so lastnosti razvoja, ne. In tega, in v bistvu nekako tudi odgovornosti do realnosti, se pravi, koliko smo odprti do realnosti, ne. Dosti ljudi v bistvu njihova vedenska, pomemben del vedenja je v bistvu ena sama obramba. Vprašanje, kako se oni branijo, ali vas bodo nekam poslali, ne, ali bodo rekli, ne, jaz tega ne bom, ne. To so vse obrambe. Tega je še zelo veliko. In večina ljudi se vede zelo obrambno. Večina se, v bistvu, da ne bomo govorili, tudi jaz osebno se vedem še vedno obrambno, ker tudi tega se zelo težko reši. Tudi jaz, ne vem, ko sem bil majhen in to sem razvil, mislim, sem imel nekaj kompleksa manj vrednosti in tako naprej. In torej, še zdaj, ko imam že čez 50 let, ne morem se tega še v celoti rešiti. Pa te stvari poznam, ne. Skratka, koliko naša odprtost in glede na odprtost in potem tudi sprejemanje realnosti se torej različno uspešno razvijamo. Žal, kot smo rekli, večina ljudi se ne razvija in so, kot se temu reče, imuni na spremembe. In torej, meni je naravnost fantastičen in izjemno zanimiv opis ravni razvoja ega, ki imajo vsaka svoje ime, svoje lastnosti in nekje opisuje se jih tam recimo po 18-20 različnih lastnosti, ne. In zdaj torej z razvojem postajamo kot švicarski nož, ne, sposobni vedno več opravil, ne, v realnosti in smo vedno bolj nekako sposobni upravljati enostavno z življenjem. Smo kot
švicarski nož za življenje. Ne? Imamo polno nekih funkcij. Vsestranski, ja. Na zgodnejših stopnjah razvoja smo zelo omejeni, nemočni in kot smo rekli, se tudi dosti bolj branimo. Naše življenje je preprosto, nič si ne upamo, nismo pogumni. Ne? In potem, kaj nam ostane? Ja, nekaj delamo, ne? Imamo recimo svojo družino in potem se poskušamo malce zabavati, ne? Da vsaj imamo nekaj od življenja. Ne? Vsega malce naredimo, pa malce norimo, pa gor, pa dol, ne? To je to. Ja, klasika. Če se pa razvijemo, smo odprti do vedno več življenja in vedno več stvari lahko počnemo in to vedno bolj pravilno. Torej, razvoj nam omogoča potem recimo, da vedno boljše reflektiramo. Torej, reflektiranje moramo ločiti od razmišljanja, ne? Ker ljudje smo lahko zelo dobri v razmišljanju, ne? Torej, znamo zelo dobro popraviti neko napravo ali kaj takega, ne? Kar je potrebno dosti razmišljanja. Nismo pa sposobni reflektirati, ne? Torej, recimo, gramo v dan, ne? Pa se nam vprašamo, čakaj, zakaj pa jaz to gram, ne? Torej, da reflektiramo svoje misli, svoj način funkcioniranja, svoje prepričanja, ideje in tako naprej, ne? Skratka, dobro, zdaj teh stvari, kot sem rekel, je menih 18-20 po različnih kategorijah se opisuje to, koliko smo sposobni, ne? Mogoče bom še to poudaril, no? Torej, da naša perspektiva se viša, ne? Torej, in da prehajamo iz te neke majhne skrbi samo zase in predstavljanja lastnega razmišljanja k vedno bolj objektivnemu in celostnemu razmišljanju. To sem povedal že prej, ne? In poglejte, mogoče še to, da bodo ljudje malce lažje razumeli. Recimo en Afganistan, tam so talibani, ne? Kaj je težava talibanov? To, da so na tako zgodnji stopnji razvoja, da si ne morejo predstavljati oziroma ne morejo nekako razumeti, da drugi ljudje drugače razmišljajo. In plus tega je njihova predstava, da drugi ljudje ne smejo drugače razmišljati kot oni, ker imajo oni prav. Z razvojem smo sposobni vedno več tolerance do vedno več ljudi, razmišljanja in v bistvu se temu vedno bolj čudimo. Njih to ne čudi, ampak pleši drugačnost. Se pravi, vse druge, celo ženske je treba čim bolj obvladovati. Mislim... Strahovati, držati. Kako? Kako se rekla? Strahovati, držati, ne, na nekem... Ja, realnost je treba čim bolj kontrolirati, na čim bolj nasilen način, ne, da ljudje ne bodo počeli stvari po svoje in drugače, kot si jaz predstavljam, da bi mogli. To je velika težava ljudi na zelo zgodnih stopnjah razvoja, ne. In pomislite, malo višje stopnje, ne, tako daleč stran so, če poslušate debate, ne, ko jih imamo mi po gostilnah in to, ne, eden drugemu hočemo dopovedati, jaz imam prav, ne, ker to nismo prav dosti daleč od teh talibanov na nek način. Mi deci gremo v štarijo, ne, pa pijemo pivo in eden čez drugega, ne, jaz imam prav, pa tako je, pa in torej, to je nek konflikt, skoraj malce nasilne debate imamo, ne. Nismo sposobni ugotoviti, aha, ti tako razmišljaš, ampak zakaj pa tako? Čekaj, kako bi povezala zdaj tvoje razmišljanje z mojim, ki bi najdela skupna točka? Niti nimamo teh kapacitet, te sposobnosti, niti komunikacijskih in tako dalje, da bi to lahko speljali, ne? Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo.